Na tem mestu najprej pozivamo predsednika republike, da takoj predstavi javnosti ekspertno študijo, ki jo je naročil pri 3 pravnih strokovnjakih, da se javnost z njo seznani. In da ugotovimo, kaj so predlogi te skupine in da se o tej študiji odpre strokovna javna razprava. Drug naš predlog je seveda ta, da je treba takoj začeti pripravljati popolnoma nov zakon o integriteti. Sedanji zakon je namreč tako pravno defekten, da ga ni mogoče uporabljati in kakršnakoli uporaba tega zakona s strani nove komisije za preprečevanje korupcije, če bo do nje še prišlo v doglednem času, bi samo pomenilo nadaljevanje sedanjega ustavno spornega in pravno nepravilnega delovanja komisije za preprečevanje korupcije. Potreben je popolnoma nov zakon, ki mora biti v tem pogledu popolnoma pravno nesporen in usklajen z slovensko ustavo. Ta zakon je treba takoj začeti pripravljati. Komisija naj se do takrat ukvarja s preventivnimi nalogami, kajti če bi se spustila v obravnavanje konkretnih primerov na podlagi veljavnega zakona, bo zabredla v isto pravno nerešljivo problematiko, po kateri je pač ta zakon uporabljala dosedanja komisija. In končno še predlog, kako pa se učinkovito spopasti s korupcijo, poleg predloga, ki ga seveda absolutno podpiramo, predloga za umik države iz gospodarstva, kjer je tudi največ možnosti za vznik vseh koruptivnih tveganj in tudi za dejansko korupcijo, je seveda tudi to, da Slovenija končno začne resno delati na spremembi sedanje zakonodaje o kazenskem postopku in da sprejme nov zakon o kazenskem postopku, takšen, kot ga imajo tudi vse nam primerljive države v evropskem ambientu, ki omogoča tako imenovani adversarni postopek, ki v fazi preiskave daje pristojnosti tožilcem, hkrati seveda z umestitvijo posebnega sodnika varuha človekovih pravic v fazi preiskave in potem z vlogo v samem postopku pred sodiščem, kjer se enakopravno srečujeta oba protagonista, tožilec in obdolžena stran, in kjer sodnik ne izvaja inkvizitornega postopka. Kajti v javnosti je premalo znano, da je sedanji zakon o kazenskem postopku, za katerega je znano, da v mnogih primerih povzroča številne težave pri izvajanju in zaradi katerega tudi ne prihaja do prepričljivih in do hitrih izvajanj samega postopka, v bistvu samo nekoliko predelan še nekdanji stari jugoslovanski zakon o kazenskem postopku, ki pa je še predtem temeljil na sovjetskem zakonu o kazenskem postopku. Opravljene so bile določene korekcije tega zakona, vendar je to ta zakon in takšnega zakona nima nobena druga nekdanja država v SFRJ več. Vsi so ga nadomestili z novimi zakoni. Seveda takih zakonov tudi v taki obliki ne poznajo druge v evropskem prostoru. Zato je zdaj čas, da se nadaljuje resno delo, ki je bilo začeto v mandatu 2004-2008, ko je posebna skupina pravnih strokovnjakov pripravila, ki je trdo delala, več kot 2 leti, pripravila praktično 2/3 novega zakona o kazenskem postopku in bi po tem letu lahko prišlo v sorazmerno kratkem času, v letu dni, do zaključka tega projekta in do sprejema zakona. Vendar se to ni zgodilo. Tedanja vlada po letu 2008 in tedanji minister Zalar zato niso imeli nobenega razumevanja in zadeve obtičala v predalih. Vsekakor je treba
to, kar je bilo takrat narejeno in to gradivo, ki je ostalo na ministrstvu, takoj predstaviti javnosti, strokovni javnosti, z delom nadaljevati in zaključiti, kajti to bi šele omogočilo hkrati z intenzivnim delovanjem tako organov preiskave kot organov pregona, učinkoviti spopad s korupcijo, ob upoštevanju seveda vseh tistih varoval, ki jih v tem primeru zagotavlja slovenska ustava, pa tudi Evropska konvencija o človekovih pravicah, vsem udeležencem v tovrstnih postopkih.